Spoštovani dijaki, pozdravljam vas v novem tednu. Počitnice konec, zato upam, da ste si odpočili in si nabrali novih moči za zadnjo tretjino šolskega leta, ki pa bo potekala po novem urniku, ki stopi v veljavo 3. marca. Maturanti, ne pozabite na skupne plesne vaje za maturantski ples, ki bo potekala v športni dvorani 25.2. ob 14. uri in ob 14.30 uri 28.2. V Microsoft Teamsih vas čaka anketa Robin Lokaj Radkovič o razlikah v mišljenju moških in žensk, zato prosimo, da si vzamete nekaj minut, da jo rešite. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zanima, kje še imate probleme z železniškim in avtobusnim prometom, ki ga uporabljate za vsakdanji prihod v šolo. Zato je Dijaška organizacija Slovenije za vas pripravila anketo, ki jo najdete v Microsoft Teamsih. Za vas imamo izjemno priložnost za študiranje v obljubljeni deželi v Združenih državah Amerike. Univerza DePaul, ki je ena od najboljših univerz v ZDA za svobodno umetnost, ponuja štipendije za slovenske, hrvaške in dijake iz balkanske regije. Štipendija pokriva vse od šolnine do prevoza v Združene države Amerike, zdravstvenega zavarovanja, denar za prehrano in denarja za osebne stroške in nastanitev. Na univerzi trenutno študira tudi slovenska študentka, zato se lahko preberete o njeni izkušnji, rok za prijavo pa je do 15. marca tega leta. Če želite še več informacij, se lahko obrnete na gospoda Lipnika ali na Lotija Jerija, ki je asistent za mednarodne prijave na Univerzi DePaul. Razpis za najdijaka ali najdijakinjo Slovenije je razpis, ki ga že 11. leto zapored organizira Dijaška organizacija Slovenije. Namen razpisa je najti in tudi nagraditi dijake, ki niso uspešni samo na učnem področju, ampak blestijo tudi v različnih obšolskih dejavnostih, ki so večkrat neopažene. Z razpisom želimo spodbuditi dijake k širjenju njihovih obzorij in njihovega znanja. Predvidena nagrada za prvih 5 dijakov in dijakinj v Sloveniji je zagotovljeno mesto na poletni šoli Pot do uspeha, kjer pilijo svoje veščine in širijo svoja obzorja, za prvega dijaka Slovenije pa tudi denarna nagrada v višini 200 evrov in plaketa. Prijave so odprte do 28. februarja tega leta, več informacij pa najdete na spletni strani Dijaške organizacije Slovenije. Zgodovina nas uči, da narodi in ljudje ravnajo modro šele potem, ko so izrabili vse ostale možnosti. Ravnajte modro in ne izrabite se preveč ta teden in hvala, ker ste gledali GTC novice.